Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek pred kvalifikacijami Velike nagrade Monaka. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na prvem in drugem prostem treningu in kako bi to lahko vplivalo na prihajajoče kvalifikacije. Tudi današnji prispevek bo kot običajno razdeljen na več delov. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti. Nato se bomo malce pozabavali in seveda našo pozornost usmerili k samim zanimivostim, ki smo jih videli pri nekaterih ekipah. Na koncu bomo pa skozi rezultate prvega in drugega prostega treninga skušali razumeti pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. A začnimo najprej s tistimi tehničnimi novostmi, ki jih je tu v Monaku kar precej. A preden se lotimo pregleda uradnih dokumentov FIE, moram razložiti nekaj pomembnega. Verjetno je vsakomur izmed vas jasno, da je proga po ulicah Monte Carla specifična in da zahteva določene predelave. Zato bomo videli pri večini ekip, da so pravzaprav napravile nekaj podobnega. Spremembe na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, kjer so povečali glavni in tudi onadva spodnja profila, in seveda spremembe na prednji obesi. In zakaj gre v resnici tu? Seveda je vsakomur znano, da imamo v Monte Carlu enega izmed najbolj ostrih ovinkov, če ne tistega, ki zahteva seveda največji kot prednjih koles v Formuli 1. In če tu na Lotusu 25 vidimo neko stilizirano povprečno vrednost, kolikšen je kot, ki ga rabijo bolidi, si lahko predstavljamo, da so bile ekipe prisiljene zadeve popraviti tako, da so dosegle še malce višjo vrednost. Zato, ko bomo gledali dokumente, ne smemo biti presenečeni, če bomo pri vseh videli spremembe na prednjih obesah. Ne gre za nič takega, ampak videli bomo skupaj. Imamo kar 9 ekip, ki je prijavilo nekaj novega. In začeli bomo pri McLarenu, kjer imamo seveda spremembe na glavnem profilu zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja in na tistih spodnjih, kjer pa lahko naletimo že na prvo zanimivost. Sprememba na spodnjih profilih je z enakim besedilom zapisana kar 2-krat. Ne razumem zakaj, ampak tako je. Nato imamo tiste popravke na prednji premiji, kar smo videli seveda na tej krajši demonstraciji. In ne smemo pozabiti, da so pri McLarenu tudi rapidno spremenili hlajenje prednjih zavor. Ne zadnji, temveč prednji. In tu je treba poudariti, da pri skuderiji Ferrari smo lahko bili priča podobni situaciji. Sicer spremembe na glavnem in tistih spodnjih profilih in popravek na prednji premiji. Torej, lahko bi dejali vse vezano na karakteristike proge. Kaj pa pri Red Bullu? Spremenili so samo oni glavni profil zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja.
In seveda, da so dosegli večji kot prednji koles, so napravili spremembo na spodnjem trikotniku prednje preme. In tu so spremenili izhodno režo na prednjih zavorah, kar je pospešilo pretok zraka in omogočilo boljše hlajenje. Aston Martin je naslednja ekipa na našem spisku, kjer pa vidimo nekaj bolj konkretnih sprememb. Najprej na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju so na pomožnih profilih spremenili kot, kar pomeni, da iščejo uravnoteženost celotnega bolida. In tu je treba povedati, da je sprememba pri Aston Martinu tudi na zadnjem aerodinamičnem profilu, kar je nekako logično, in imajo tudi spremembo pri hlajenju zavor. Alpine je seveda ekipa, ki sledi trendu, in imamo spremembo na prednji premi in od zadaj na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju seveda prilagojen glavni ter pomožna profila. Ekipa Haas je tista, ki sledi seveda vsem ostalim z praktično podobno prijavo novih delov, kjer imamo spremembe na prednji premi, imamo na glavnem profilu nekaj novega in na tistih spodnjih. In nič drugače ni pri ekipi Racing Bulls, kjer je seveda vse tako, kot bi si lahko predstavljali tudi mi, navdušenci, ki smo sledili vsem ostalim ekipam. Na koncu še ekipa Williams, kjer imamo zopet spremembo na glavnem, na spodnjih profilih, imamo seveda spremembe na samem podvozju zaradi kota prednjih koles in zavorne košare imajo večjo hladilno izhodno režo. Torej, lahko bi dejali, da pri 9 ekipah je nekaj novega, ampak v bistvu nekaj drugačnega smo lahko zasledili samo pri Aston Martinu. Ampak katera ekipa je tista, ki ni pripeljala absolutno nič novega sem v Monako? Tovarniška ekipa Mercedes. In tudi tega se moramo zavedati. A pustimo zdaj to in poglejmo si zanimivosti. Kaj bi lahko dejali tu? Prvič, da smo lahko videli Adriana Neweyja v zeleni uniformi Aston Martina. In nekateri bi lahko pričakovali spremembe, kot da je Adrian Newey čarovnik, sedaj ko je zamenjal barve, bo drugi ekipi šlo kot po maslu. Niti malo ne. Obleka še ne naredi človeka. In podobno zgodbo bi lahko dejali, da smo videli pri skuderiji Ferrari, kjer je bilo razvidno, da imajo pri voznikih bele zaščitne obleke. Zakaj? Verjetno zato, ker smo v Monaku in je treba napraviti nekaj posebnega. In če smo prišli do te stopnje, da pritegujemo pozornost s tem, da naredimo nekaj posebnega, se nam v mojem skromnem videnju izjemno slabo. Ampak glavni udarec so pripravili pri McLarenu, kjer so spremenili barvno shemo, ki oponaša tisto, ki smo jo videli pri McLarenu M7A iz leta 1968. Kjer pa se sam sprašujemo, zakaj? Namreč res leta 1968 so z njim dosegli prvo zmago na veliki nagradi Belgije. V Monaku je Bruce McLaren z njim lepo odstopil in ne vidim smisla, zakaj je potrebno to tu obeleževati. Seveda, ker gre za posebno dirko, ker je prestižna in tako naprej. Ampak zakaj ne bi recimo obeležili svoje prve dirke iz leta 1966, ki je res bila v Monaku? Aja, takrat McLaren je bil bel z zeleno črto, ni bil papaja. In kaj? A pustimo sedaj to. Danes je važno, da se napravi posebno izdajo, ki se bo lahko
tako drago prodajala. Ampak vrnimo se sedaj po teh krajših zanimivostih k tistemu, kar smo videli na prvem in predvsem drugem prostem treningu. Nekateri bi lahko dejali, da preporoč Ferrarija, da je Charles Leclerc zopet dobil tisti čarobni občutek med zidovi v Monaku, da je Ferrari čez noč postal protagonist. Verjamem, da so mnogi avtorji takega mnenja, ampak kot običajno bi vas rad sam spomnil na nekaj podrobnosti. Pustimo pri strani kot ponavadi prvi prosti trening in osredotočimo se na drugega, kjer sta bila res oba Ferrarija spredaj. Ampak poglejmo malce čas. Namreč lani, leta 2024, je bil s stopnjo tršo pnevmatiko Charles Leclerc s Ferrarijem SE pomišljaj 24 hitrejši kot letos Charles Leclerc s Ferrarijem SE pomišljaj 25 in seveda mešanico C6. Nekaj meni tu ne gre skupaj. Namreč pričakoval bi, da je letos Ferrari na drugem prostem treningu hitrejši kot Ferrari lani na drugem prostem treningu. Zato pričakujem, da na kvalifikacijah bi znala biti slika drugačna. Ne vem, dobil sem občutek, da sta oba voznika, tako Leclerc kot Hamilton, bila na meji. Medtem ko drugi so bili bolj nepazljivi, ampak niso šli do konca. Pri Red Bullu so obojem popolnoma zgrešili koncept nastavitev, če bojo na tretjem prostem treningu sposobni najti pravo pot, znajo biti, kot ponavadi z Maxom Verstappenom, prekleto nevarni. In tudi McLarena ne bi tako odpisal, kajti izgledalo je, vsaj meni, da so se presneto dobro skrivali. Pri Mercedesu je treba povedati, da že to, da niso imeli posodobitve, je po svoje hendikep. Andrea Kimi Antonelli se pa mora privaditi na progo v Monaku. Predtem je imel samo en vikend izkušenj v Formuli 2, kar je premalo. In Antonelli, glede na vse, ni bil tako slab, ampak nič posebnega. Verjamem, da se je marsikdo rogal Lensu Strollu, ki je dobil kazensko mesto na štartnem razporedu, ampak kaj bi dejali o Oliju Bermanu, ki jih je dobil kar 10, ker je prehiteval pod režimom rdeče zastave. Vsakdo si lahko odgovori sam, ampak osebno se ne bi rogal prav nikomur. In tu je seveda sedaj tisti zaključek, kjer osebno dvomim, da se je Ferrari tako spremenil, da je iz nekonkurenčnega v Imoli postal izjemno dober v Monaku. Dvomim, da se bo ponovila lanska zgodba. Ampak kot ponavadi moje videnje in moje mnenje danes za ta prispevek pred kvalifikacijami je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.